Gospod Pogačnik me je s 5-sekundnim molkom, s katerim je zaključil svoj prispevek, spomnil na mojega pokojnega profesorja patofiziologije Andreja Otona Župančiča, ki je bil velik strokovnjak na področju sinaps in je bil nekoč kot uvodni govornik povabljen na en velik mednarodni kongres fiziologov. Ko je prišel na govornico, je sprožil Slavčkovo petje. In Slavček je pel in vsi so poslušali. In ko je Slavček nehal peti, je profesor rekel, to je vse, kar sem vam želel povedati. V 5-sekundnem molku in v Slavčkovem petju ima vsak od nas možnost, da najde v sebi tisto, kar v njemu je. Zdaj, če to želi ali ne. Zdaj, moja naloga danes je opredeliti, ali je možno, da medicinska etika kaj prispeva k ideji svetovnega etosa in k njegovemu uresničevanju. Oziroma, da bom drugače rekel, če parafraziram našega kolega iz Komisije za medicinsko etiko, profesorja Ošlaja, ki je zjutraj družbo primerjal oziroma državo z kočijo. In je govoril o kočijažih in konjih. In vprašanje je, ali je zdravstvo, ki ga je omenil, eden tistih konjev, ki vleče preveč na svojo stran in na ta način nič ne prispeva k usklajeni vožnji družbe, ali pa je lahko k temu kaj stori. Da bi to lahko storil, mi dovolite, kljub temu, da najbrž vsi veste, v čem je bistvo svetovnega etosa, da želi povezati etična načela velikih svetovnih religij in kultur. Danes je bilo tukaj kar precej govorcev, ki so predstavljali to, v za vse sprejemljiv etični okvir. In je kot tak namenjen vsem ljudem, verujočim, neverujočim, politikom, gospodarstvenikom, znanstvenikom, umetnikom, naravovarstvenikom in vsem, ki lahko, recimo tu pri nas v Sloveniji, kakorkoli vplivajo na družbene vrednote in njihove vsebine. To je tako, bi rekel, veličasten cilj, da je primerjava z medicinsko etiko nekoliko tvegana, še posebej zato, ker profesor Küng, ki je oče ideje o svetovnem etosu, v svojih razpravah medicino zelo redko, če sploh omenja, morda delam napako tukaj, pa me bo kdo popravil, ampak v tistem, kar sem jaz bral, je medicine zelo malo. Torej, svetovni etos posebej poudarja tistih 5 vrednot človečnosti, solidarnosti, nenasilja, pravičnosti in resnicoljubnosti. In v tem okviru posebej izpostavlja tisto znano zlato pravilo, ki je, mislim, skupno vsem religijam, nikoli ne stori drugemu tistega, kar sam ne želiš, da bi drugi storili tebi. V tem stavku je v bistvu tudi spoštovanje življenja, partnerstva, strpnosti, pozornosti in drugih vrednot, kajti nobena vrednota ne more sama po sebi obstojati, brez da bi bila povezana z drugimi vrednotami, ne da bi vplivala na druge vrednote in obratno. Vse te vrednote niso nove in človeštvo spremljajo že od nekdaj. In nobena vrednota, še enkrat, ko je svetovni etos našteva, ni nova. Kaj je novo? Novo je to, da je svetovni etos želi te vrednote povezati v novo vrednoto skupaj in da je pravzaprav s tem, ko je nov, je tudi hkrati prastar in nam na ta način ponuja nekaj, kar je v nas in kar nas spremlja ves čas. In kar lahko brez pridržkov sprejmemo tudi kot svoje osebne vrednote in merila, po katerih presojamo sami sebe, svoje življenje, dejanja in potrebe, kar je pravzaprav ključno povezano tudi z dostojanstvom vsakega od nas.
Profesor Küng v svojih delih večkrat izrecno poudarja univerzalnost in nevtralnost naštetih vrednot in se na ta način brani očitkov, češ da pri vseh teh razpravah, da je preveč čutiti njegovo teološko izobrazbo, ki temelji na izročilih judovsko-krščanske vere. Zdaj pa, vse te vrednote, o katerih sem govoril, se v veliki meri prekrivajo z vrednotami biomedicinske etike, z njenimi 4 moralnimi principi. In ti 4 so neškodljivost, pravičnost, dobrotljivost in avtonomija bolnika. Vse te 4 vrednote pa posredno vključujejo spet vrednote dostojanstva, empatije, poštenosti, kakovosti, resnicoljubja, zaupnosti, pojasnilne dolžnosti in drugih. V čem je torej, gospe in gospodje, razlika med svetovnim etosom in medicinsko etiko? Kar nekaj razlik je, in sicer so v tem, da svetovni etos s svojo globalno naravo želi postati osnovna civilizacijska družbena norma. Medicinska etika pa je povezana s prastarim poklicem zdravnika in prvimi etičnimi kodeksi, ki so namenjeni razmerju med 2 človekoma, od katerih eden potrebuje pomoč, drugi jo pa daje. S tem je medicina pomembno usmerjala potrebo po razvoju družbenih in drugih poklicnih etičnih vsebin. Danes imamo celo serijo najrazličnejših etičnih kodeksov, poklicnih kodeksov. Medicinska etika je po svoji naravi v vseh časih in kulturah nevtralna in namenjena vsem ljudem, kar je zagotovo eden od razlogov spoštovanja, ki ga ima zdravniški poklic v vseh okoljih. In še nekaj naj poudarim. Medicina kljub stran potem, zlasti tistim hudim, ki so se zgodile med drugo svetovno vojno in o katerih je recimo naš pokojni profesor Milčinski veliko govoril v svoji knjigi Medicina brez človečnosti. Kljub temu pa medicina nikoli v zgodovini, vsej svoji zgodovini, ni povzročila toliko gorja, krivic, nepopisnega trpljenja in smrti milijonov nedolžnih ljudi, kot so jih v svoji preteklosti povzročala verstva v imenu svojih vrednot. Ves silovit napredek medicine danes, genetika in tako dalje, ne spreminja njenih etičnih načel. Medicinska etika ne ponuja rešitve sveta, lahko pa je s svojimi vrednotami dober zgled vsaki družbi. Ni formalno in abstraktno področje, ampak po vsem svetu, kljub kršitvam, o katerih se zelo rado in veliko piše, živi vsak dan svoje življenje, povezana je s čustvi, empatijo in se je ne da naučiti iz knjig. Ob vsem tem pa v primerjavi s svetovnim etosom, ki je povezovalen, medkulturen in svetoven, ostaja zaprto, poklicno, etično področje. S svojimi vrednotami lahko medicinska etika svetovni etos podpira, ne more pa ga nadomestiti. Je del medicine in posameznika, svetovni etos pa je del človeštva in vsakogar v njem. Narava človeka, ki si je izoblikoval etične norme, je preslabotna, da bi jim vedno sledil in se ravnal po njih. Prav zato jih potrebuje. V preteklosti pravzaprav nikoli ni bilo časa, ko svetovni etos ne bi bil potreben. Težko pa se uveljavlja tam, kjer prevladujejo sprevržena načela moči, nasilja, zlorabljanja narave, obvladovanja življenj in v današnjih časih še svojevrstnega malikovanja kapitala in dobičkov.
Vsemu temu je v nasprotju s pričakovanji ob osamosvojitvi, ki je bila danes že omenjena, izpostavljena tudi današnja slovenska družba. Imel sem namen, da tu zaključim svoj prispevek, ampak z ozirom na to, ker sem vse govorce slišal danes, mi dovolite še eno primerjavo. Česa je bilo več, pozitivnega ali negativnega, kar smo danes slišali? V čem je razlika med pozitivnim in negativnim? Ich bin der Geist, der stets verneint, se je Mefistofeles predstavil Faustu kot duh vsega, kar pojmujemo kot greh, razkroj in zlo. In še je rekel, alles was entsteht ist wert, dass es zugrunde geht. Vse, kar nastane, je vredno, da propade. Negativizem torej pomeni zanikanje smisla. In bistvo vseh teh sil, s katerimi se je Mefistofeles predstavil Faustu, je v tem, da življenje nima smisla. V nasprotju z vsem, kar nam ponuja in pripoveduje svetovni etos in kar nam ponuja etični kodeks. Danes ni bilo omenjeno tukaj vprašanje smisla življenja kot tiste osnove, na katerih vsak lahko gradi svoj osebnostni razvoj in svoje samospoštovanje. Vendar ravno v smislu vsega, kar delamo, je to in v tem moramo iskati. Negativizem je nasprotje vsega tega in v slovenski družbi ga je preveč. Preveč in nas ne pelje v dobre smeri. Vrednote so same po sebi vedno čiste, etične vrednote. Tudi če jih nekdo želi umazati, se z njimi odmika od njih. Oni ostanejo tam in vedno se po njih pravdajo. Vrednote je treba živeti, moč vrednot je v odnosih in dejanjih. Medicinska etika je zagotovo del svetovnega etosa, gospe in gospodje. Želimo si lahko, da bi v svojih prizadevanjih uspel in postal temelj bodoče družbe. K temu lahko prispevamo vsi skupaj in vsak posameznik od nas. Hvala lepa za pozornost.